Sej vsi, podcast za starše. Smo ugotovili, da jih je kar 57%, torej več kot polovica, že doživela vsaj eno od oblik spletnega nasilja. Moram tudi povedati, da so se stvari poslabšale v primerjavi z zadnjo raziskavo. Dragi starši, pozdravljeni in dobrodošli v podcastu Sej vsi. Imate tudi vi kdaj občutek, da je biti starš v današnjem digitalnem svetu misija nemogoče? Vam gre pogosto na živce, ko vaš otrok ne odlepi oči od zaslona? Mogoče vas skrbi, kaj vse lahko najde na internetu ali katerim tveganjem je tam izpostavljen. To so izzivi vseh staršev digitalne dobe. V podcastu Sej vsi raziskujemo, kako lahko varno in odgovorno uporabljamo tehnologijo. Pogovarjamo se o tem, kako zaščititi zasebnost, kako se spoprijeti s spletnim nasiljem in kako najti ravnovesje med časom pred zaslonom in drugimi aktivnostmi. Naši strokovnjaki delijo svoje izkušnje in konkretne nasvete, ki jih lahko takoj uporabite doma. Z vami sem Urša Valentič, sodelavka Sej vsi. Ste kdaj pomislili, kako lahko spletno nasilje vpliva na življenje vaših otrok? V današnjem digitalnem okolju je to žal realnost, s katero se moramo spoprijeti. Spletno nasilje lahko močno vpliva na duševno zdravje in razvoj otrok. Zato je res izjemno pomembno, da starši prepoznamo znake in pravočasno ukrepamo, pa seveda, da naredimo vse, kar je mogoče, da bi tovrstno nasilje preprečili, še preden se sploh pojavi. Še posebej so za določene oblike nasilja dovzetna dekleta. In tudi o tem bova danes govorili s kolegico iz točke osveščanja o varni rabi interneta Sej vsi, Ajdo Petek. Ajda, pozdravljena. Živjo. Za začetek poskusiva nekako orisati razsežnost, pojavnost nasilja na spletu. Se pravi, koliko ga sploh je, koliko mladih je že doživelo vsaj eno od oblik spletnega nasilja. A bi lahko recimo pogledali v en razred, v katerem je 30 otrok, koliko od njih se je po podatkih, ki jih imamo, že kdaj znašlo v neki vlogi žrtve spletnega nasilja? Ja, tu imamo pa pravzaprav zdaj res kar precej sveže podatke in sicer ob letošnjem dnevu varne rabe interneta, ki ga praznujemo vsako leto februarja, smo naredili eno tako spletno raziskavico med najstniki. In smo ugotovili, da jih je kar 57%, torej več kot polovica, že doživela vsaj eno od oblik spletnega nasilja. Moram tudi povedati, da so se stvari poslabšale v primerjavi z zadnjo raziskavo, ki je bila narejena 2018, torej pred 6 leti. So se te odstotki zvišali še posebej v osnovni šoli, kjer imamo pravzaprav kar 60% otrok, najstnikov, no. To je bilo od 7. razreda do konca srednje šole. Raziskava, ki so že doživeli neko obliko nasilja, pri dekletih celo 2/3, 65%, kar pomeni, da samo ena od 3 deklet v razredu, recimo, kjer imamo 30 otrok, najstnikov, ni doživela nasilja, ne. Se pravi, še posebej starši, ki imajo hčerke, ne, še posebej pozornost, ampak tudi pri fantih ni dosti manj, ne, imamo 55%. Se pravi, več kot vsak drugi je doživel neko obliko nasilja. Mogoče so samo malce drugačne oblike, ne, pri fantih kot pri dekletih, ne? Ja, to se kaže. Pri dekletih je v ospredju predvsem neko spolno nadlegovanje, neko nagovarjanje k spolnosti, recimo pritiski za gole slike, neki neprimerni spolni komentarji. Recimo neke najbolj pogosto omenjene v tej naši zadnji raziskavici so bili, da so dekleta dobivala neprimerna sporočila, da so širili govorice, se pravi vse to prek spleta, ne, o njih, da so jih telesno sramotili, recimo neki žaljivi, nesramni komentarji o njihovem videzu, kako izgledajo, kako se oblačijo, in tako in podobno. In pa potem tudi spolno so me nadlegovali prek spleta, ne. To je bil tudi precej pogost odgovor. Sicer pa je tako, ne, da dekleta in ženske na spletu doživljajo nasilje
pravzaprav samo zato lahko, ker so ženskega spola, ne, torej neki seksistični napadi. In kar je tudi zelo pomembno tukaj omeniti, da dekleta doživljajo hujše stiske. Ko smo primerjali, ne, ko smo jih spraševali, torej, kaj občutijo, ko so žrtve, ko se znajdejo v taki situaciji na spletu, so dekleta najbolj pogosto odgovarjali, da se počutijo stresno, zaskrbljeno, prestrašeno, pa tudi jezno. Medtem ko fantje trdijo, da jim je pa vseeno, da jim je to smešno, da je to način, kako se zabavajo, da oni to razumejo, da to ni resno. Kjer pa tukaj mi razumemo to kot že neki znaki te toksične moškosti, hegemonske moškosti, kjer je prepovedano, da pokažeš ranljivost, ne, kot fant, dekletom je dovoljeno, da so žalostne, da se zjokajo, ne. Fantje še vedno ne smejo jokati, ne smejo pokazati teh ranljivih čustev. Zelo veliko tudi vidimo zdaj na splošno v družbi, ne, se pri fantih zelo poudarja, ne, ta moškost, mišice, fitness, ti vzorniki, vplivneži na spletu zelo promovirajo tak stil življenja. Tudi v bistvu že pri zelo majhnih malčkih, ne, so te recimo na izdelkih, ne vem, na flaškah, na majčkah, na igračah, veliko teh nekih super junakov, zelo mišičastih, neranljivih, močnih. Pri dekletih pa princeske. Tako, ja, ranljive, nežne, tako da res zelo te stereotipni pogledi, ne, na vloge spolov, na spole, kaj jim je dovoljeno čutiti, kakšen jim je dovoljeno biti, ne. Tako da vse to sigurno vpliva tudi na to, kako lahko priznajo pol v neki anketi, kaj so dejansko občutili, ko so bili žrtve nasilja na spletu. V intervjujih z mladimi v projektu Trace so dekleta navajala, da je v bistvu pošiljanje teh posnetkov moških genitalij, ne, kot ena oblika tega spletnega nasilja, v bistvu nek vsakdanji pojav, ne, da punce v bistvu te posnetke od fantov tako rekoč dnevno dobivajo na svoje telefone in starši o tem največkrat, ne, če pač povem zelo preprosto, nimajo pojma ali pa nimamo pojma, ne, ker mladi, sploh pa dekleta o tem večinoma ne govorijo z nami, ne, starši, ali pa zelo težko govorijo, ne. Kako naj se torej z mladimi o tem pogovarjamo, kako naj jim pomagamo pri tem? Ja, mogoče bi najprej čisto ponazorila res, koliko je tega nezavedanja med starši, ker imamo tudi zelo zanimivo raziskavo med starši, ki jo lahko direktno primerjamo z odgovori najstnic. In sicer recimo, da je njihov otrok prejel nezaželene spolne vsebine ali komentarje prek interneta, je povedalo samo 3% staršev. 13 do 15 letnih otrok, pa nekoliko več 17% od staršev 16 do 17 letnih otrok. Ampak to niti kaplja v morje, ni proti deležem, ki jih imamo pa za iste odgovore pri otrocih. Torej, da so prejeli sporočila z neprimerno vsebino spolne narave, je več kot tretjina 13 do 15 letnic, ne, staršev torej ve samo 3%. In pri srednješolkah, ne, med 16 in 17 let, kar 40%, recimo, da so pa dobile gole, razgaljene slike, videe drugih oseb, ne, torej te posnetke moških genitalij, recimo dick pic, oni temu rečejo, pa skoraj polovica, ne, kar 48% dijakinj, da spomnim, ne, staršev pa samo 17% se tega zaveda. Tako da to je res velik razkorak. Zelo velik, ja, prepad. In ja, najprej se pravi, da se kot starši tega zavemo, da je to pogosto, da je zelo verjetno, da je tudi naš otrok to dobil. In da se pač pogovarjamo o tem, ne, o pomenu, ne vem, soglasja tudi na internetu, ne, če dekle nekaj dobi, pa ni privolila, da je njej okej, da to dobi, je to v bistvu že nasilno dejanje, ne. Da je to kristalno potem jasno, da to ni okej, da je to neka zloraba, da je to, če je dekle staro pod 15 let, celo kaznivo dejanje, ampak tudi, če je starejša, je to spolno nadlegovanje, ne.
Tako da res veliko pogovora z dekleti na to temo, kako naj ravna, naj pove za to, da boste skupaj iskali neko rešitev, ker dekleta večinoma tako, kot si rekla, ne, pač ignorirajo, ker je pač enostavno preveč tega in so tudi v intervjujih rekli, da se nimajo niti časa s tem ukvarjati. Ampak ni to kar tako za zanemariti. Je prav, mislim, tako se normalizirajo zadeve, ne, in dejansko postanejo normalne. In mislim, da je prav, da se to naslavlja, da se pogovarjamo o tem, da se tudi starši fantov pogovarjajo s svojimi sinovi o tem, kako je treba najprej pridobiti soglasje, da nekaj takega narediš, da spolna dejanja tudi prek interneta zahtevajo, da se vsi strinjamo, ki smo udeleženi, da se bomo to šli in da nam je to okej, da ni nobene prisile, da ni kar tako pošiljanje po tekočem traku. Ne? Se pravi, pogovor je pač odgovor na nek način tukaj, ne? Absolutno, ne, tudi kakšen odnos do golote, intimnosti, zasebnosti imamo, a je res intimno fotografijo, kar pošiljati nekim neznancem, neznankam, a je to okej, kakšne so lahko posledice, da prenašamo neke svoje vrednote glede tega, ne, da jih komuniciramo v bistvu z otroki, ne, da ne prepuščamo, ker saj naš pa ni tak ali pa naša pa že ni. Ja. Pa bi svetovala recimo kakšno strukturirano pogovarjanje ali pač ob neki priložnosti, ki se pokaže recimo v nekem trenutku, ko se nam zdi, da smo malo bliže z otrokom, ali kako pristopiti sploh k temu, ne? Ker včasih je to lahko težko staršem pač najti nek primeren trenutek, najstniki sploh nimajo neke volje, ne, ali pa ne pokažejo neke volje, da bi se pogovarjali starši, kaj šele o teh kočljivih temah, ne? Kako se sploh lotiti tega? Ja, zdaj jaz ne bi priporočala, da se sploh čaka do najstništva. Tudi drugi strokovnjaki na teh področjih pravijo, da je treba izkoristiti res priložnosti že od malih nog, ker v bistvu že jumbo plakati, oglasi vsebujejo ogromno golote, zelo taki intimni posnetki in se lahko v bistvu že na poti v vrtec, v šolo, ko smo v mestu, ko se vozimo z avtom, načnemo to temo ali pa ko v pogledu kakšnega filma, ki vsebuje mogoče kakšen tak intimen, gol prizor, da se res ne bojimo teh pogovorov in da jih načenjamo. To je najboljš, tako kot si rekla, ne, da izkoristimo trenutek, da ni tisto, no zdaj se bova pa usedla, bova to, ampak tudi to ni napačno, no, da si mogoče zadamo, kaj si želimo pogovoriti, pa da si res vzamemo čas, da se pripravimo, mogoče tudi se z najstnikom, z najstnico zmenimo, ne vem, za vikend, ko bomo imela čas, šla pa na sladoled, pa se bova o tem pogovorila, če imaš kakšna vprašanja, jih lahko pripraviš vnaprej, pa da je to tako neko prijetno druženje, pa si mogoče tudi priznata, ne vem, malo nama je nerodno, malo nama je neprijetno, ampak to je treba narediti, pa skupaj bova zmogla. Tako, da si priznamo, kako se počutimo in to priznamo tudi otroku. Mogoče tudi ni smiselno, da je to samo enkratni pogovor, ne, ampak je v bistvu ga treba ves čas, ne, oziroma večkrat vzdrževati, ne. Absolutno, ker se tudi starostjo ta pogovor poglablja, več in več tem postaja relevantnih, ki mogoče res pri nekem 5-letniku še niso. Ne? Kako pa recimo lahko pri otroku ali pa pri mladostniku, mladostnici prepoznamo, da se nekaj dogaja, da se neko spletno nasilje dogaja? Kateri so tisti tipični ali pa neki pogosti znaki, pri katerih moramo recimo temu našpičiti ušesa, postaviti oči na peclje? Ja, torej ena taka zelo očitna stvar je že sama raba naprav, ne? Če opazimo, da vse več časa preživi na telefonu, na internetu, ali pa recimo, da nenadoma preneha v celoti uporabljati naprave, ne? Potem, da je skrivnostna, da skriva zaslon, da se tudi izogiba pogovoru o uporabi naprav, kaj počne na internetu, s kom se tam druži, da je nekako posesivna ali posesiva nad telefonom, ga skrbi, da bi kdo ga videl, ne? Se recimo živčno vede, ko prejme neko sporočilo, je zelo razburjen med tem, ko uporablja telefon, ali pa sta neki odsotna, da vidimo, da je naš otrok v nekem drugem svetu, da ima neka močna čustva
po uporabi, da se recimo tudi povečajo neke število novih kontaktov, novih sporočil, ne, da opazimo že na tem nivoju neki. Potem seveda čustveni, vedenjski znaki, recimo, da se začne zapirati vase, da se izogiba druženju, da niha razpoloženje, doživlja neke čustvene izbruhe, je pod stresom. Te imamo lahko tudi tako dva pola, ne, lahko se zelo obrne v neko agresivno vedenje ali pa obratno neko simptome depresije, da je žalostna, nemirna, da nima navdušenja, je kronično utrujena, da noče več sodelovati v stvarih, v katerih je prej zelo uživala, da zelo zamenja neke prijateljske skupine, se tudi za družinske člane umikne od tega družinskega življenja. Lahko se pojavijo tudi motnje hranjenja, motnje spanja, da ne more spati, celo samopoškodovanje, noče v šolo, cene lahko padejo. V bistvu je veliko enih tako zelo opaznih znakov, lahko, na katere moramo biti pozorni kot starši. Ne. Pa koliko pa mladi v resnici vedo, kako ravnati, ko postanejo žrtve nasilja na spletu? A vedo, kaj storiti, na koga se obrniti? Zdaj recimo to nekako prijaviti družbenemu omrežju, se mi zdi, da je že kar so osvojili, a ne? Ampak odziv mogoče ni tak, kot bi si želeli, ali pa pač kot bi bilo dobro, ne, za družbo. Kako lahko starši pomagamo, da bodo otroci ali pa mladi vedeli, kam po pomoč, ko jo pač potrebujejo, ne? Ja, tukaj je ena taka zanimiva situacija, ker po eni strani ravno zdaj te ankete, kot sem jo že na začetku omenjala, zelo velika, kar velik delež, ne, 71% najstnikov pravi, da ve, na koga se obrniti, in kar 60% jih meni, da odrasli lahko pomagajo v primerih spletnega nasilja. Potem pa, ko smo se mi pogovarjali v intervjujih z mladimi pa v delavnicah, ne, v učilnicah z otroki, z najstniki, pa ni čisto tako vtis, no. Bolj neko nezaupanje, da bodo odrasli pomagali, nekako občutek, da bodo še poslabšali celo zadeve, če se jim pove, ali da bodo odvzeli naprave, da bojo ponoreli, ne. Za učitelje sploh menijo, da kaj pa se to bi učitelja vtikalo, ne, to pa sploh ne bi, ne. Tako da je zelo veliko obračanja na vrstnike, ne. Da dejansko, ne vem, se obrne na sestrično, ker je stara pa že 12 let, ne, ali pa na sestro, prijateljico, tako da, ja, to absolutno ni okej, ne, vsekakor je nujno, ne, da se obrnejo na starše pravočasno, preden stvari pol še eskalirajo, ker vprašanje, ne, kakšni so nasveti teh vrstnikov, ne, ali so koristni, ali so produktivni, ali celo lahko poslabšajo zadeve. Sicer pa tako tudi po raziskavi fantje najbolj pogosto pravijo, da niso naredili nič, da so blokirali povzročitelja, da so ignorirali in čakali, da se konča samo od sebe. Recimo samo 16% jih je povedalo staršem, v šoli 8%. Dekleta malo več je povedala staršem, skoraj četrtina, 23%, ne. Sicer pa najbolj pogosto pri dekletih, da so blokirala tistega povzročitelja, povzročiteljico, in pa potem povedala prijateljici ali pa svojemu fantu, in naslednja možnost, da niso naredila nič, ne. To so te najbolj pogoste možnosti. Tako da vidimo, da se ne odzivajo na najbolj konstruktiven način, ne. Tako da tukaj mislim, da je super, da se res pogovarjamo doma, ne, preden se stvari zgodijo, kaj bo otrok naredil, če bo žrtev tega pa tega, če se ti zgodi to pa to na internetu, če je kdo neprijazen, če nekdo naredi tvoj lažen profil, če te izključijo iz skupine na spletu, če objavi nekdo tvojo fotografijo, da se res o teh možnih scenarijih pogovorimo in potem kaj želimo, da otrok naredi. Verjetno želimo, da nam pove in da bomo potem skupaj reševali in iskali neke rešitve, ne.
No, to se tudi navezuje na to vlogo opazovalcev, ne, ki jim tudi lahko na nek način s takim pogovorom pomagamo, ne, da pač drugače ukrepajo ali pa se odzivajo na neko nasilje, ki ga opazijo, recimo, ne, pa naj bo fizično ali pa na spletu, na družbenih omrežjih, ne. Se pravi, opazovalci nasilja so tisti, a ne, ki lahko v neki situaciji žrtev bodisi dodatno sramotijo, prizadanejo še bolj, a ne, že s tem, ko ničesar ne naredijo, recimo, ne. Lahko pa tudi žrtev podprejo, ji pomagajo in s tem na nek način pripomorejo k razrešitvi situacije in nenazadnje potem k sočutnejši družbi, a ne. Absolutno. Jaz osebno mislim, da tukaj lahko naredimo največ. To je tudi največja skupina, ne, te opazovalci. Največ otrok je vseeno teh, ki je bilo že priča nekemu nasilju na spletu svojega vrstnika. Seveda ima tudi to določene izzive, ni lahko, seveda ne želimo groziti svojega otroka, ne, da ga zdaj pošljemo v ogenj, ne. In seveda ga nikakor ne smemo in to ni, ne, da se bo zdaj izpostavljal in ne, pač soočal s povzročiteljem in tvegal neko nasilje potem nad sabo. Ima pa kar nekaj možnosti, kaj pravzaprav lahko naredi. In mislim, da je to super, da povemo. Mislim, jaz se spomnim, da meni v otroštvu starši pač tega verjetno sploh niso si mislili, da se kaj takega dogaja in se o tem nismo nekaj pogovarjali. In enostavno mi niso dali nekih idej, kaj narediti. In jaz, ko sem bila soočena, da sem videla neko grdo obnašanje nad neko mojo, ne vem, sosedo, sošolko, sem v bistvu zmrznila. Jaz nisem vedela, imela sem notranji občutek, da to, kar se dogaja, ni okej, ampak nisem nekako znala ukrepati. No, tako da jaz mislim, da je to lahko ena fina popotnica, da povemo, ne, recimo, kako se lahko. In sicer so nekako 3 načini. Ali da podporo žrtvi, ali da se nekako sooči s povzročiteljem in obsodi nasilje, ali pa da poišče pomoč odraslih, ne. In zdaj podpora žrtvi je lahko javna, v smislu, da tam na spletu, kjer se to dogaja, poda neke pozitivne komentarje ali pove, ne vem, da to ni okej, da to ni tako kot ta povzročiteljca piše in govori in žali in grozi in podobno. Lahko pa tudi v zasebnem sporočilu, recimo, če nima neke socialne moči, da bi se izpostavil javno, ne, pošlje neko prijazno zasebno sporočilo, tam ponudi neko sočutje, pomoč, mogoče samo druženje, ne, da se ta žrtev ne počuti osamljena in izključena. Potem lahko pač, tako kot sem rekla, že namigala, se pravi, se obsodi nasilje, pove povzročitelju, da ni okej, na miren način, da je to nasilje in da naj preneha. Vsekakor naj ne vrača in se spravlja nazaj na povzročitelja, ne, to je potem se samo nadaljuje, ne, nasilje. Lahko je pa tudi bolj pasiven način že to ogromno, da ne všečka in ne deli naprej zlobnih komentarjev, neprimernih slik, da se ustavi pri njem, če dobi, ali pa pri njej, ne, neko fotografijo, recimo intimno, neprimerno je, ne deli naprej, se ne pošlje smeško, tako nekoga žalijo v neki skupini ali pa na omrežju, ne. Če pa za noč od tega nima kapacitet, kar je seveda tudi popolnoma legitimno, pa da pove odrasli osebi, ne, ki jih zaupa, lahko pač pove najboljš kar staršem ali pa učitelju, učiteljici, ne, poišče mogoče podporo drugih prijateljev, lahko se obrne tudi mogoče na tom telefon, pove, kaj se dogaja njegovemu vrstniku, vrstnici, pa tam kakšne ideje še dobi. Lahko prijavi družbenemu omrežju, tam, kjer se zadeve dogaja. Jaz bi predvsem apelirala na starše fantov, da se temeljito pogovorijo s fanti glede tega, ker se pokaže, da so dekleta v Sloveniji precej take aktivne priče nasilja, da veliko naredijo, da veliko potolažijo, da se tudi soočajo in povejo, da ni prav samemu povzročitelju in iščejo neko pomoč.
Pri fantih so pa nažalost velikrat taki, da še spodbujajo nasilje, ne, se smejejo, delijo naprej, pravijo, da je dobra ideja, ne, nadaljujejo. Manj kot dekleta branijo, manj tolažijo, manj iščejo pomoč, so nekako take ignorantske priče. No? Da se jim to zdi bolj zabava kot kaj drugega, Tako. kot v resnici nasilja. Ne? To se je nasplošno pokazalo, no, da med fanti je zelo prisotno neko to odnos, da to ni nič kaj tazga, pa da je to smešno. Ne. Normalizacija. Tako. Pogosto se tudi zgodi, da je na primer neko dekle žrtev spletnega nasilja ali pa posmehovanja zaradi nečesa, kar je recimo oblekla. Ne? In potem se zgodi, da jo okolica še dodatno sramoti, češ se je sama kriva, ker kaj se pa oblači kot nekakšna cipa. Ne? In to v bistvu zvračanje krivde na žrtev jo še veliko bolj prizadene. Ne? Zakaj je v bistvu to tako pogosto in kako lahko dekletom pri tem pomagamo? Ja, to je res zelo pogubno in zelo pogosto dejansko pahne tudi lahko dekle čez rob, ta linč potem množice, ki se obrne proti njej in ima občutek, da je sama in da je sama kriva za to, kar se ji dogaja. Se recimo že pri tem pošiljanju fotografij, se dekleta tudi pogosto krivijo, recimo med tem, ko v paru, se pravi dekle pošlje fantu svojo recimo fotografijo, ne vem, zgoraj brez ali pač kaj podobnega, medtem ko sta par, ali pa si izmenjata ti intimni fotografiji, potem pa pač se recimo razideta in je potem sama kriva, ker mu je poslala, ko je on to razposlal naokrog, kar seveda je nesmiselno, ker je bil on tisti, ki je razširjal to fotografijo. Skratka, krivda se nekako v družbi vali na žrtev. Tako, zelo veliko je tega, pač kaj si pa zaupala, zakaj si bila naivna, zakaj si bila tako naumna, zdaj si pa sama kriva, da se ti dogaja, kar se ti dogaja, namesto da bi se res kazali v bistvu s prstom na tistega, ki je zlorabil njeno zaupanje. Tega je res ogromno, na delavnicah res veliko tega poslušamo in je tudi zelo trdovratno prepričanje. Tako da, ja, kako se v bistvu s tem soočiti, ne? Treba je res veliko se pogovarjati z mladimi o tem, tako s svojimi otroki, ne? Pač tudi paziti, kako mi sami komuniciramo, kako tudi mi sami recimo valimo krivdo, koliko imamo tega nekega, kot Gabor Mate, ta zelo slaven zdravnik, ki se ukvarja s travmo in z zdravljenjem zasvojenosti in tako naprej, in kje so vsi ti razlogi, zakaj ljudje padejo v taka težka stanja, ne. Pravi, da kar je zdravilo, kar lahko res pomaga, je, da imamo neko sočutje, on jih celo 5 vrst našteje, ampak meni se tukaj recimo pri tem valjenju krivde na žrtev zelo zdi relevantno sočutje iz radovednosti in razumevanja. Torej, da se ti res brez obsojanja vprašaš, zakaj nekdo ravna kot ravna, ne? Da ne samo s prstom kažeš, sama si kriva, kaj si bila pa tako neumna, ampak da poskušaš razumeti, da si radoveden, zakaj pa se to dekle ali pa fant obnaša kot se, ne? Tudi ko smo, ne vem, šokirani, zgroženi, pa sami nikoli ne bi tega naredili, ali pa, ne vem, nas žalosti to, kar počne, da se vseeno zanimamo za kontekst, zakaj ta oseba to počne, in če bomo to kot odrasli pokazali svojim otrokom, ne pa samo s prstom kazali, se tega je v naši družbi ogromno, ne, tudi v politiki, ne vem, poslušaš ta novice, poročila in je ogromno nekega kazanja s prstom in prelaganja odgovornosti in samo išče se napako in okrivljanja, ne, in imamo zakoreninjena neka ta prepričanja, ne, tudi kako smo do sebe lahko sočutni, koliko mislimo, da si zaslužimo kazen za vsako stvar, koliko pa mislimo, da si zaslužimo neko razumevanje, neko sprejemanje, da smo pač ljudje, ne, da smo zmotljivi in da je to okej, ne, da se ne zaslužimo potem ekskomunikacije oziroma izločitve in linča in nisi okej, ne. To so te najbolj boleče stvari za človeško bitje, za najstnika, ki je pa zelo usmerjen v druženje in mu to ogromno pomeni.
in vrstniki in odobravanje vrstnikov pa še toliko bolj, ne. Se pravi, v tem primeru recimo izzivalnega oblačenja bi lahko šlo za neko željo po pozornosti, a ne, ali pa nekaj podobnega, ne? Tako, ja, lahko je dekle celo žrtev kakšnih spolnih zlorab, kakšnih neprimernih kontaktov s strani odraslih oseb in se tudi ona sama sebe recimo pretirano seksualizira, mogoče vidi svojo vrednost. Mislim, ženske v naši družbi so še vedno predstavljene zelo kot zvedene, zelo na spolno, kot spolno bitje in svojo vrednost tudi nekako precenjujejo na to, koliko sem privlačna za nasprotni spol. Ogromno je teh vplivnic, zvezdnic, ki zelo poudarjajo te spolne atribute. Moda je zelo taka, ne, in dekle potem lahko dejansko išče neko potrditev same sebe ali pa neko svojo vrednost prek tega, da se v bistvu sama sebe zelo seksualizira ali pa celo pornificira, ne. Tudi spletna pornografija, ki je zelo prisotna, ima tudi velik vpliv na to, ne, kako predstavlja ženske, kakšne morajo biti. Tako da veliko je lahko nekih razlogov, ne, zakaj dekle ali pa tudi fant, no, to počne, ne, tako da ja. Se pravi, neka empatija, v bistvu gradnja neke empatije tukaj je pomembna, ne, in koristna pač ne samo za najstnike in za mlade, ampak tudi za nas vse, ne. Tako, za celotno družbo, no, res tale Gabor Mate pravi, da je to pot do celjenja naše družbe, naše kulture, ki je precej toksična. Zadnje vprašanje postavim vsem strokovnjakom v tem podcastu. Vemo, da je v šolskem okolju pritisk vrstnikov glede uporabe telefona res ogromen, ne? Kaj je tisto, kar morajo starši vedeti, preden otroku dajo v uporabo, niti ne nujno v last, ne, ampak že v uporabo, mobilni telefon ali pa neko pametno napravo, ne? Katerih 5 stvari se tebi zdi najpomembnejših? Se pravi, vsekakor bi jaz na prvo mesto dala, da čim dlje odlašati s telefonom. Recimo nekako že pred leti je prišla neka taka meja, recimo vsaj do 12 leta, da bi bilo zelo dobro, da otrok ne bi imel mobilnega telefona. Potem se zavedati, čemu vsega izpostavljamo, ne, ko mu damo v roke ta telefon. Recimo, danes smo se pogovarjali o spletnem nasilju, se pravi, pogovor o tem, kakšne možnosti za spletno nasilje odpira to, ne. Se pravi, preden se zgodi, preden damo otroku telefon, potem absolutno dogovor o količini rabe, koliko časa bo lahko na telefonu, kdaj bo lahko na telefonu, da ponoči ne bo na telefonu, da pri družinskih obedih ne bomo pri telefonu, pri družinskih aktivnostih, ko se družimo, da se vzpostavijo neka družinska pravila skupaj, tukaj poudarjam, se pravi, ne, da zdaj starši tam ex katedra določijo, kako bo, ampak da se pogovorimo, ne, da se potem tudi sproti prilagaja, ko otrok že dobi telefon, ko vidimo, ne, kaj je problem, tako, ko odrašča, kje se zatika, pa se potem pač prilagodi zadeve. Pogledati temeljito tudi lastno rabo, kakšen vzor smo, čim več zavedanja, ne, kolikokrat vzamemo telefon v roke, kolikokrat ne slišimo, kaj nam otrok govori, ker zremo v telefon, ne, kolikokrat mogoče sredi družinskega kosila ostanemo, ker je služben klic in se gremo pogovarjati, ne, koliko pred spanjem uporabljamo telefon, to je tudi izredno pomembno, ne, da vsaj 1 uro, boljše pa 2 pred spanjem ne uporablja ekranov, ker dejansko motijo te hormone spanja in slabšajo kvaliteto spanca. Dogovor tudi, kaj naj otrok stori, če bo šlo kaj narobe, da absolutno ne se obrne na nas in da tudi obljubimo, da ne bomo znoreli, da ne bomo zaplenili napravo, ampak da se bomo konstruktivno odzvali in reševali. In potem spremljanje, kaj počne, pogovarjanje, opazovanje, kako raba na otroka vpliva, s kom se druži na telefonu, koga tam spoznava, kakšne vsebine ga privlačijo, kakšne vsebine spremlja, ne, s čim vse tam prihaja v stik, nikakor prepuščanje otroka napravi. Se pravi, če povzameva zdaj teh 5 stvari, prva je čim kasneje. Tako. Druga? Dogovor družinski o količini rabe. Tretja,
kakšna je naša lastna raba, četrta, če bo šlo kaj narobe, pogovor, kaj se lahko zgodi, kaj se bo, kako se bo postopalo, če se bo zgodilo, in pa budno spremljanje, torej neprepuščanje napravam. Ajda, najlepša hvala za tvoj čas. Z veseljem. Verjamem, da se boste starši opremljeni s temi nasveti bolje znašli pri spoprijemanju s spletnim nasiljem. Več informacij lahko najdete na spletni strani SafeSea.